vsekakor ob teh aktualno-političnih dogodkih, ki smo jim priča zadnje dni, je treba te dogodke tudi nekako drugače, z druge strani osvetliti, da dobimo celotno sliko stanja v Sloveniji. In ta dodatno osvetlitev seveda utemeljuje tudi našo dodatno skrb in zaskrbljenost za Slovenijo. Najprej glede fiskalnega pravila, o katerem se bo odločal Državni zbor. Treba je reči, da izkušnje, slovenske izkušnje so morda drugačne kot nekaterih drugih držav v Evropi in sicer kažejo, da ob težavah gospodarstva in zmanjšanem prilivu v proračun, pa če ni možna inflacija oziroma emisija, se vlade kaj rade zatečejo v enormno zadolževanje. Spomnite se po 2 milijardi na leto. Torej, če mi tega ne ukrotimo s fiskalnim pravilom v ustavi, potem ostane edina varovalka pred takimi dejanji možnost referenduma. Torej, če fiskalnega pravila ni v ustavi, potem je nesmiselno oziroma menimo, da je škodljivo kakorkoli omejevati referendum. Ta vlada seveda predlaga to fiskalno pravilo na začetku svojega mandata, s čimer dokazuje svojo sposobnost samoomejevanja. Zdi se, da pa nasprotniki fiskalnega pravila ne zmorejo te sposobnosti. Očitno vidijo sicer možnost prevzema oblasti, ne vidijo pa možnosti voditi države brez svobode, neomejenega trošenja, razsipavanja in zadolževanja. Če seveda ni možnosti emisije, dokler imamo evro, tega ni možno. Nekaterih očitno ne moti možnost grškega scenarija in končno celo možnost izgona Slovenije iz evroobmočja. Včasih dobimo občutek, da si to celo želijo in sicer ponovna uvedba dinarja, visoka inflacija ter ponovna sprostitev ropanja države preko državnih bank. Drugič, kaj vse smo slišali, ker na proslavi slovenske državnosti ni bilo simbolov rdeče zvezde. V prvi svetovni vojni smo se Slovenci borili za carsko Avstrijo, Avstro-Ogrsko. V drugi svetovni vojni smo se borili za komunistično Jugoslavijo. Šele pred 20 leti smo se borili in svoje življenje tvegali za samostojno, svobodno, demokratično Slovenijo. Zato ne vem, kaj ne bi na proslavi Dneva državnosti delali prapori tistih zmagovalcev, ki Sloveniji leta 1945 niso prinesli ne svobode, ne demokracije in ne pravne države. Nekoč je Tito priznal, citiram, bila je torej državljanska vojna, no, med vojno o tem nismo hoteli govoriti, ker nam to ne bi koristilo. Tako Tito. Kdor bi na proslavo na dan državnosti povabil simbole le ene strani državljanske vojne, bi torej hotel nadaljeval za državljansko vojno. Kdor vsiljuje simbole prejšnjega režima, vsiljuje nadaljevanje boleče razdeljenosti naroda, kajti pod temi simboli so nekateri sicer uživali privilegije, a drugi so trpeli preganjanje in krivice, če že niso bili pobiti. Spomin na državljansko vojno nas bo delil, vse dokler ne bomo sposobni kot ljudje medsebojno sprijeti tako ene kot druge. Ob teh praznikih nas torej lahko povezuje le spomin na osamosvojitveno vojno. Tretjič, ob taki zadolženosti države in tako izropanih bankah bi vsaka vlada, ki je učinkovita in se zaveda svoje odgovornosti,
sprejela take ali še ostrejše protikrizne ukrepe. Ukrepi te vlade pa so sorazmerno blagi in pravično razdeljeni med vse prejemnike proračuna, pa še tole med tiste, ki imajo višje plače oziroma višje pokojnine. Pripravljajo se celo popravki, kjer ni bilo dosledno spoštovano načelo pravičnosti. A ker so se ukrepi dotaknili tudi borčevskih pokojnin, smo slišali stampedo kritike in zahteve o nedotakljivosti teh privilegijev v smislu ne briga nas država, ne brigajo nas drugi, ne damo svojih privilegijev, mi smo prvorazredni. Tudi ob predmenovanju vojašnice Franca Rozmana Staneta smo slišali neverjetno oster in oglašen protest. Franc Rozman Stane, katerega enota je v enem dnevu pobila tudi po 60 slovenskih mož, žena in otrok, je za nekatere očitno še vedno heroj. Še vedno obstaja sistem, ki iz enega največjih zločincev hoče narediti enega največjih herojev in iz enega najzaslužnejših in najbolj strpnih politikov glavnega ideologa etničnega čiščenja, kot je pred dnevi zapisal časopis Delo in tako označil Jožeta Pučnika. Tudi ta vzorec razmišljanja in oblikovanja javnega mnenja poznamo iz prejšnjega režima, ki je bil značilen po tem, da je izničil tisočletna univerzalna pravila človeškega sobivanja, ne laži, ne kradi, ne ubijaj, in vzpostavil svojo moralo, ki se glasi lahko drugače. Laži, kadar ti koristi, kradi, če si naš, in ubijaj, da ohraniš oblast. Nikoli doslej v samostojni Sloveniji še ni s tako silo se razgalil miselni vzorec, ki je Slovenijo tako tragično zaznamoval v prejšnjem sistemu. Zato smo zaskrbljeni nad tako silovito in usklajeno rehabilitacijo tega vzorca. Zaskrbljeni nad ohranjanjem možnosti, da bi se spet kakšna vlada tako razsipno in neomejeno zadolževala. Zaskrbljeni nad ponovnim vsiljevanjem nacionalnega interesa in ponovnim vzpostavljanjem delitve državljanov na privilegirane in drugorazredne. Zaskrbljeni nad rehabilitacijo samovoljne politične morale, kaj je prav in kaj narobe, kdo je heroj in kdo nestrpnejša ali celo sovražnik ljudstva. Zaskrbljeni nad vse bolj trdovratnim omrežjem, ki ga povezuje ta miselni vzorec, in katerega cilj je polastiti se države, state capture. Vse to smo že izkusili v preteklosti, zato je naša zaskrbljenost toliko bolj utemeljena. Zato pozivamo vlado, da vztraja in prepreči vrnitev Slovenije v njeno preteklost.